Egipt je pravkar razkril največji vojaški sedež na svetu in to prinaša sporočilo. Predsednik El-Sisi je v soboto odprl Oktagon, obsežen povojniški kompleks z umetno inteligenco zunaj Kaira, ki naredi Pentagon videti skromnega. Po površini je 7 do 8-krat večji, napolnjen je z vojaško tehnologijo naslednje generacije. In zasnovan je tako, da pod eno streho usklajuje celoten egiptovski nacionalno-varnostni aparat. Toda to, kar je Sisi povedal med slovesnostjo, je v regiji dvignilo obrvi. Oblečen v polno vojaško uniformo, prvič po več kot desetletju, je izjavil, da ne bo normalizacija med ljudmi brez pravičnega miru, ki bi končal okupacijo. Očitno se je nanašal na Izrael. In to je jasen signal, da čeprav egiptovska mirovna pogodba z judovsko državo iz leta 1979 ostaja nedotaknjena, se odnosi na javni ravni ne premikajo nikamor. Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje Jos Schäfers, novinarka v Kairu. Jos, lepo, da ste danes z nami na E24 News English. Kakšno sporočilo Egipt pošilja s tem novim oktagonom? Divje je že samo gledati te slike, moram reči. Res je popolnoma noro. Še posebej zaradi njegove velikosti. Že ste ga primerjali s Pentagonom v ZDA, kar je seveda poštena primerjava, saj, hej, Pentagon, potem pa Egipt zgradi oktagon, ki je, tolikokrat večji od Pentagona. V resnici pa Egipt ni tako velika strateška sila tukaj na Bližnjem vzhodu, da bi morali vohuniti za drugimi državami, zbirati obveščevalne podatke in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ampak v primerjavi s Pentagonom v ZDA, tukaj v Egiptu, in imam odprt seznam, ker si vseh teh podrobnosti ne zapomnim, ni samo Ministrstvo za obrambo, imajo tudi Center za vremensko napoved. Od tam bodo upravljali vse nujne telefonske linije, od tam bodo upravljali telekomunikacije. To bo skladišče za velik del vojaških zalog. Tam bodo imeli ogromna skladišča. Torej, to je več kot samo Ministrstvo za obrambo. In morate vedeti, in se vračam na vaše vprašanje, da ima vojska v Egiptu ogromno vlogo v gospodarstvu. Čeprav Mednarodni denarni sklad, IMF, s tem ni najbolj zadovoljen. Toda egiptovska vojska ima tovarne, ima bencinske črpalke, ima banke. Torej, v Egiptu je to več kot samo vojska. In vse to je treba nekam umestiti. In to pomeni, kar je Sisi povedal med otvoritvijo tega ogromnega, kompleksnega objekta, kakorkoli ga želite imenovati, je, da je to namenjeno predvsem egiptovskemu ljudstvu. To ni namenjeno svetu. Mislim, svet ne bo navdušen nad nekim ogromnim poslopjem. Bolj gre za to, kaj se tam v Egiptu dogaja. Ker, zgleda impresivno, ampak nihče ne ve, kaj bodo tam počeli. Zaenkrat ne dovolijo vstopa nobenim novinarjem, niti lokalnim egiptovskim novinarjem. Ampak Sisi je to sporočilo predstavljal lokalnemu prebivalstvu. On podpira Palestino in ve, kako pomembno je to za egiptovsko ljudstvo. In Egipt preživlja težke čase. Tako, namesto da bi ljudje kritizirali njegove velike izdatke za ta projekt v novi prestolnici, preprosto pravi, da nikoli ne more biti miru na Bližnjem vzhodu brez palestinske države. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Spomnite se, kaj je rekel prej. Rekel je, da je to, kar Izrael počne v Gazi, sistematično genocid. Torej, to sporočilo je bilo še posebej namenjeno egiptovskemu ljudstvu. Kot da bi rekel, hej, na vaši strani sem, ampak v bistvu pravi, porabil sem ogromno denarja za to. Ne osredotočajmo se na to. Prosim, ne kritizirajte me. Podpiram Palestince, tako kot vi. Torej, živimo naprej. Kako naj potem preostanek regije to razume? Pravite, da je to sporočilo za domačo javnost v Egiptu, vendar preostanek regije očitno še vedno spremlja dogajanje. Ali naj v tem vidimo ambicije Egipta, da postane regionalna vojaška sila? Ne kot vojaška sila. Egipt bi rad bil diplomatska sila tukaj v regiji. Poskušajo igrati veliko vlogo pri oblikovanju prihodnosti Gaze. Egipt poskuša pritisniti na Hamas, da sklene dogovor in odloži orožje. Danes smo videli novico, da je Hamas uradno ukinil svoj politični element, ali kako naj temu rečemo, oziroma element upravljanja Gaze. Točno, tisti vladni. In Egipt si res prizadeva za to. Želijo igrati pomembno diplomatsko vlogo v regiji in tudi z Iranom pri pogajanjih. In Egipt je to že počel v preteklosti. Pogajali so se o več primerih v Gazi. Torej, Egipt ve, da je sposoben to narediti in želi ohraniti to vlogo. In to je glavno sporočilo, ki ga Egipt vedno želi pokazati svetu. Prav tako so bili prisotni v Pakistanu pri posrednih pogajanjih med Iranom in ZDA.
Tako da, ja, Egipt želi igrati pomembno diplomatsko vlogo tukaj v regiji. In kar se tiče vojske, imajo največjo vojsko na Bližnjem vzhodu. In ja, vsako leto prejmejo 1 milijardo 300 milijonov ameriških dolarjev od ZDA kot del mirovne pogodbe z Izraelom iz leta 1979. Ampak to ni najmočnejša vojska v regiji. Večinoma so to ljudje, ki opravljajo vojaško službo in zgolj ščitijo svojo državo. Nimajo ambicij, da bi svojo vojsko pošiljali v tujino. Vedno so zelo zadržani, ko gre za pošiljanje svoje vojske v tujino, da bi se pridružili. Naprimer, Saudska Arabija je večkrat zaprosila egiptovsko vojsko, naj se jim pridruži v Jemnu, vendar je Egipt to vedno zavrnil. Tako je, gre predvsem za zaščito lastne države, saj je Egipt obkrožen z vojnami v Gazi, v Sudanu in v Libiji. Zato potrebujejo veliko, močno vojsko, da zaščitijo državo, po njihovem mnenju. Sliši se kot sporočilo lastnemu narodu. Jož Šefer s podrobno analizo. Hvala, da ste bili z nami na i24 News English. Ni za kaj.